Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa, še z komentatorskega mesta tu v Murski Soboti na Fazaneriji. Torej odpiramo 25. krog lige Telemach, pred nami pa torej izjemno pomembno srečanje v boju za obstanek v ligi, v boju za kvalifikacije za obstanek v ligi. Obračun med Muro in Primorjem bomo spremljali. Tole vidimo na tribuni nekatere manjkajoče nogometaše Mure. Vorja, kar je za seboj tudi seveda povleklo določeno taktično spremembo, glede na to, da Rous igra povsem v konici. Rous, ki je zdaj poizkusil ob Klemenčiču, to da znova žoge ni najbolje zadev. Nared za današnjo tekmo. Tole je zdaj priložnost za Koutra, ki je sicer s prsi žogo dobro sprejel, potem pa so bili Ajdovci že dovolj blizu pri bloku. V tej sezoni že s 3 asistencami, tudi 3 goli. Demirovič ostra podaja. Mislim, da je Petek poizkušal, pa zdaj Ficko s strelom blokirajo tole Muraši, na to pa je Banjak storil prekršek nad Rousom. Korence je zdaj že pri 18 zadetkih. Rous ima priložnost, Rous strelja, priložnost za Muro, Mura vodi, 1-0, strelec pa je Kurtovič. Še enkrat več Kenan Kurtovič na pravem mestu, tule je 19-letni napadalec. Dejal sem že, da si je s svojimi predstavami že v pripravljalnem obdobju, predvsem pa na začetku pomladanskega dela priigral vlogo prvega Murinega napadalca in to je zdaj tudi potrdil. Kurtovič torej v 25. minuti z izjemno pomembnim zadetkom, ki je Muro popeljal v vodstvo. To je njegov 3. gol, vse je dosegel v tem delu na zadnjih 5 prvenstvenih tekmah. Kurtovič že 3. med strelci, ampak poglejte, koliko dela je opravil tudi Rous, potem še Korošec in Jelič. Balta pa, če sem videl prav, še Komljenovič ali pa Petrovič do Rousa. Tudi v drugo strel argentinskega napadalca. Uspel je Macan odbiti, to da na pravem mestu je bil Kurtovič in takole žogo potisnil v mrežo, medtem se igra že nadaljuje, tako da je zadetek seveda priznan. 1-0, torej za Muro na Fazaneriji smel igrati. Demirovič s predložkom, izenačenje! Izenačenje, strelec je Žan Bešir. 44. minuta. Sijajen predložek je bil to Elijana Demiroviča, to se je hitro videlo. Potem pa so prvič nekoliko zaspali v skoku Murini branilci. Jelič Balta skuša tule nekaj dopovedati Radetu Obrenoviču. Žan Bešir se je medtem svojega 3. gola, kot vidite, že razveselil s svojimi soigralci, ampak počakajmo še z ogledi vsega tega. Tule je bil prav Jelič Balta ob Beširju, preskočil ga je slednji. Mislim, da tule ni bilo kaj prepovedanega, vsaj takole na prvi pogled ni bilo videti. Sijajna podaja Demiroviča in poglejte tale skok Žana Beširja, brez moči je bil tule Dermastja, ki je ostal na golovi črti ob predložku. In trenutni izid. Kouter strelja in zadev je Nino Kouter. Kakšna reakcija Tonija Macana. Nino Kouter pa je na eni najpomembnejših tekem prevzel tole kapetansko vlogo dobesedno in po dolgem času dosegel gol za Muro. Dejal sem že v prvem polčasu, včeraj je minilo natanko 5 let, odkar je Kouter na zadnje dosegel gol za Muro. Vmes seveda igral v tujini, v Turčiji in nekaj sezon v Celju. Našel pa danes resnično pravi trenutek, da je po dolgem času zadev v črno-beli majici. Gre pa tale zadetek, vsaj na prvi pogled se je to zdelo na dušo Tonija Macana.
Tale strel ni bil ne vem kako močan, tudi šel je v naročje hrvaškemu vratarju, ki je sicer dal vedeti, da žoge ni najbolje videl, ampak tule bi enostavno moral precej bolje odreagirati. Žoga mu je spovzela v mrežo in Mura na Fazaneriji ponovno vodi. Tako je, Kotar je samo preskočil, tole je priložnost, 3-1, strelec je Proleta. Proleta se ne veseli v znak spoštovanja proti svojemu bivšemu klubu, v 71. minuti pa je zadev za 3-1. Ni vzdignil zastavice Matej Vojska, kar pomeni, da je bilo tu, kot kaže, vse čisto. No, zdaj pa ima Mura resnično konkretno prednost. Takole tudi Krupič in Turudija ob robu igrišča. Zadovoljna seveda, ko se veselijo na zelenici njuni preostali soigralci. Borna Proleta, ki je k Muri prišel prav iz Primorja, pa je tule izkoristil skok Federika Rousa, poglejte, in potem z neposredne bližine premagal Tonija Macana. Petrovič je podal, zdaj bo treba le preveriti, s katerim delom telesa se je Rous žoge dotaknil. Tudi on je sodeloval praktično pri vseh Murinih zadetkih. Kurtovič za Rousa, Rous je pred vrati, Macan ga je zaustavil. Pripravljajo pri Muri ob robu. Še ena dobra podaja. Malo je manjkalo, da bi na koncu celo Boben dosegel gol. Začeli ste drugi polčas nekako, kjer nismo pričakovali, kako ste končali prvega, ker ste dosegli pozen gol, smo pričakovali neko samozavest. Kje je to zginilo, da niste jadrali na krilih tistega pozno doseženega gola, da bi danes dosegli boljši rezultat? Ja, ne vem, slabo smo šli v drugi polčas, presekal nas je tudi drugi gol Murek, ne vem, ni nam šlo drugi polčas. Bi dejali sedaj, ko vas je Mura za 3 točke prehitela, da bo za vas do konca sezone vsaka tekma še toliko pomembnejša? Ja, za nas je vsaka tekma pomembna, tako tekem je še veliko, tako da ni še nič odločen, mi se bomo borili do konca in to je to. Čakata vas še 2 tekmi do reprezentančnega premora, najprej Aluminij doma in potem Celje v gosteh. Aluminij je zagotovo premagljiv nasprotnik, pa tudi Celje danes ni več v tako famozni formi, kot je mogoče bilo. Kaj lahko pozitivnega iz te tekme povlečete za tisti 2 za pozitivne rezultate? Ja, mogoče iz te tekme ne toliko pozitivnega, kot iz prejšnjih, ker smo res dobro se borili, igrali v polju, tako da jaz mislim, da bomo šli še te 2 tekme na zmago, da vzajemo vsaj 3 točke in to je to. Hvala in srečno. Nino Kotar, najprej čestitke za zmago na tekmi, katero smo nekako mediji pomenovali tekmo za 6 točk, ker vemo, kaj prinaša v neposrednem boju za obstanek. Verjetno ste danes kot kapetan več kot ponosni na predstavo in ne samo na osvojene 3 točke. Ja, najlepša hvala za čestitke. Moram povedati, da povsem zaslužena zmaga. Doma smo igrali pred domačimi igralci, navijači, dali smo vse od sebe, res smo vsake do 120% in res na koncu, hvala Bogu, se nam je obrestovalo in ostajanje 3 pike doma. Na to, kako je potekal prvi polčas, povedli ste in potem prejeli pozen gol. Velikokrat radi rečemo, da to psihološko vpliva na ekipo, ki ga prejme, ampak vi ste pokazali nek karakter ekipe, da ste v drugi polčas vstopili odločno, tako kot ste igrali tudi prvega, zadeli še 2-krat in zabili. Verjetno je tudi to nek dokaz karakterja ekipe, ki se morda ne odraža na lestvici. Točno tako ste rekli, ne. Mi smo dali smo gol za vodstvo in pol smo ga dobili in pol pokazali, drugi polčas pokazali karakter, ki ga tudi sami igralci znamo, kakšen karakter imamo, ampak se nam ni poklopilo in hvala Bogu se nam zdaj poklopilo. Upam, da bo zdaj samo steklo in bo zadnjih 10 tekem do konca prvenstva, da si zagotovimo
obstanek. Tudi še ena beseda, ki jo moramo nameniti zagotovo navijačem. Nocoj celoten drugi polčas so nekako dajali občutek, kot da jih je bistveno več na tribunah, kot pa jih je bilo, res so bili glasni, ves čas vas spodbujali in verjetno tudi to za vas neka nagrada in spodbuda za nadaljevanje. Ja, res je, moram povedati, da tu v Murski Soboti imamo izredno temperamentne navijače in zelo sem ponosen, ker so prišli v takem številu, ker so navijali, res se jih je slišalo celo tekmo, taka res hvala njim za to spodbudo in upam tudi zdaj, da teh zadnjih 10 tekem, da pridejo čim večjem številu, da nas podprejo, da nas stojijo ob strani, tudi ko je težko, pa verjamem tudi, da zagotovimo obstanek v prvi ligi, da se izkopljemo iz te cone izpada. Hvala in vso srečo pri tem. Gospod Savic, najprej čestitke za zmago, pa verjetno ne samo 3 točke, tudi sama predstava, s katero morate nocoj biti zadovoljni. Hvala za čestitke. Ja, seveda, glede na situacijo, v kateri smo bili, dejansko ni bila lahka in psihološkega vidika in marsikatero kritiko smo mogli poslušati zadnjih nekaj tednov. So bili fantje, evo, konec koncev pravi, kot pravimo v pravem pomenu besede. Zelo malo nervoze je bilo, kar je bilo zelo pomembno in jaz mislim, da je zaslužena zmaga, pomembna zmaga. Vemo pa sami, naslednjo soboto je spet že tekmo za naslednje 3 točke. Če se ozreva malce v zaključek prvega polčasa, nikoli ni enostavno prejeti gola tako pozno. Velikokrat govorimo, da psihološko vpliva to na ekipo, ki ga prejme, ampak vaši fantje te pomanjkljivosti danes niso pokazali na način, na kakršnega so vstopili v drugi polčas. To je tudi verjetno nekaj, kar vas več kot zadovoljuje nocoj. Tako, vse pravim, to so neki psihološki momenti, ki znajo zelo vplivati na ekipo. Nismo želeli, mislim, da smo ratali preveč pasivni proti koncu po tistem golu, dovolili preveč neke svobode v sprejemih naprej ekipe Primorja in ja, vedeli smo, da teh okrog 16, če bomo delali prekrške, zna biti nevarno. Zelo dobre izvajalce imajo in to se tudi pokazalo, že v eni akciji prej. Na koncu, ja, ta prijet gol, ampak ključno je bilo v slačilnici, ker se v obrazih videlo, da se ne bomo predali in dobro odreagirali. Mislim, drugi polčas smo zasluženo prišli do drugega zadetka in potem je bilo dosti lažje. Pa tudi sami ste na nazadnje pokazali, da znate dobro izvesti prekinitev. Pa ja, to je bil tudi danes neki cilj, ker dejansko smo imeli neko višino, ki bi mogli izkoristiti še večkrat. Tudi izvajanje samih prekinitev je bil danes dosti boljše kot prejšnje tekme. Da gremo korak po korak, evo, da dobivamo spet to samozavest in da si čim prej zagotovimo ene cilje. Greste morda na naslednjo tekmo s temi 3 točkami malce manj obremenjeni oziroma razbremenjeni? Težko je to zdaj povedati. Če bomo malo pomislili, da smo naredili vse, bomo takoj spet tam, kjer si ne želimo biti. Tako da niti malo popuščanja. To smo si želeli, to zmago predvsem psihološkega vidika. Vemo sami, rezultat dela tisto čudo in daje potrebno samozavest, kjer je v Ljudskem vrtu rabiš. In ja, absolutno bomo šli bolj samozavestni tja in želimo si osvojiti novih točk. Samo še za konec, tudi navijači so danes bili za vas 12 igralec. Slišalo se je, kot da jih je bistveno več, kot pa jih je morda bilo na tribunah in tudi morda neka nagrada, kljub temu, da morda rezultati v zadnjem obdobju niso bili pravi, da so za vami in da vam pokažejo takšno podporo. Pa moram pohvaliti, navijaška skupina naša je vedno z nami. Evo, moram biti odkrit, tudi tistih tekmah, ki smo bili v slabem stanju. Podpora je vedno bila, to smo čutili. In to je najbolj pomembno, to je bila moja želja kot trenerja. Pravi klubi, veliki klubi se kažejo potem, ko je težko, da potem stopijo navijači za tabo in to so storili, evo, kapo dol tudi njim, absolutno smo to podporo rabili in so nas tudi oni ponesli do teh 3 točk. Gospod Savic, najlepša hvala in uspešno in srečno v zaključku sezone. Hvala tudi vam. Dosegli ste gol pozno v prvem polčasu. Kaj se je zgodilo, da niste znali psihološkega momenta tega pozno doseženega gola potem prenesti v drugi polčas danes za boljši rezultat?
Ni se nič zgodilo, to se je zgodilo, da si je domačin več želel in to je pokazal na igrišču. Zelo enostavno, večja želja z njihove strani. Kje je morda bila danes glavna hiba? Kje je bilo tisto Primorje, ki smo ga bili vajeni v zadnjih tekmah, poletno, napadalno? Kljub temu, da rezultati niso šli vam na roko, je vseeno igra izgledala takrat boljša kot pa danes. Ja, je, ampak na današnji tekmi si nismo nič več zaslužili to, kar smo dobili. Moramo se dobro spočiti, analizirati in če hočemo ostati v ligi, bomo mogli več karakterja pokazati na vsaki tekmi. Vem, da vi ste tak zelo pragmatičen človek vaših besed. Vaša prihodnost, se še vidite trdo v temeljih, verjamete v ta projekt, verjamete, da vam lahko uspe obstati? Jaz verjamem, ker sem optimist po naravi in verjamem, da nam lahko steče pač to neko psihološko blokado, ko jo bomo sprostili, mislim, da bo stekala in seveda verjamem. 2 tekmi še do reprezentančnega premora, Aluminij in Celje, zagotovo glede na formo tudi oba premagljiva nasprotnika, tako da če se ta psihološka bariera prekine, sta to nasprotnika, ki jo morda v tem trenutku želite ali ne želite? Ne razmišljam res o nasprotniku, predvsem razmišljam o naši ekipi, ker mislim, da moramo prvo sebe gledati, da smo mi pravi in pol šele nasprotnika. Če bomo mi pravi, se ne bojim nobenega, je pa to zdaj v tem trenutku zelo veliko vprašanje, kako pride do tega. Hvala in se srečamo v nadaljnji sezoni. Hvala vam.